Hvala lepa. Preden bom začel z uradnim nagovorom, ena kratka refleksija. Včeraj smo imeli na vladi, hvala lepa, en zelo pomemben posvet na temo krožnega gospodarstva. Krožno gospodarstvo, to je strašansko in tema, vse se vrti, vse se vrača, vse se reciklira in ob tem sem pomislil, da smo ali pa ste na pravosodju v tem pravi pionirji. Mi krožno pravosodje velikokrat že imamo, saj veste, odločitev na prvi stopnji, pa se pol z druge stopnje vrne nazaj na prvo, ali pa z višjega na prvo, z vrhovnega, včasih celo z ustavnega. Malo za šalo, malo za res, zdaj pa spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovana predsednica Ustavnega sodišča, ki vam ob tej priložnosti še enkrat in ponovno čestitam za prevzem vaše nove pomembne funkcije. Predsednik Vrhovnega sodišča, varuhinja človekovih pravic, dva naša generala, tožilski in pravobranilski, predsedniki Sodnega in Državno-tožilskega sveta, slovenski sodnik Evropskega sodišča pravice, spoštovani predstavniki zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, predstavniki odvetniških, notarskih in drugih stanovskih organizacij, drage nagrajenke in nagrajenci, dragi gostje. 10. obletnico danes obeležujemo ob dnevu pravosodja. Povedali so mi, da se je v tem času zvrstilo štiri ministri za pravosodje. Glede na to, da vas nagovarjam že tretjič, bi rekel, da mi v statističnem smislu ne gre tako zelo slabo. Je pa tudi res, da sem bil najbrž prvi minister, ki se je na prve dneve pravosodja moral prebiti skozi kletne prostore Tavčarjeve, ker so takrat bili pred sodno palačo protesti. Priložnost nagovoriti predstavnike najpomembnejših pravosodnih organov, gradnikov, kot vam rad rečem, in drugih institucij je vredno izkoristiti za refleksijo o preteklem letu, o opravljenem delu, ter tudi za odprto in jasno napoved prioritet pravosodnega ministrstva, ki se posredno ali neposredno dotikajo vseh pravosodnih gradnikov, ki ste danes tukaj prisotni. Bom nekoliko daljši, tega mi ne smete zameriti, za razliko od vas, večine vas, ki imate trajni mandat v tej dvorani, jaz ne vem, če bom naslednje leto še tukaj, zato rabim nekaj več časa, da vam povem, kar mi leži na duši. Lansko leto sem tako izpostavil spremembo procesne in organizacijske zakonodaje, novo evropsko finančno perspektivo in pa krepitev Centra za izobraževanje v pravosodju. Obsežni noveli Zakona o upravnem postopku in Zakona o kazenskem postopku sta pripravljeni, vem, da jih vsi navdušeno pozdravljate in se strinjate z vsemi rešitvami v predlaganih novelah. No, resno, potekajo zadnja usklajevanja, zadnja pika še ni bila postavljena. Zavezan pa sem k temu, da boste obe noveli skupaj z novelo Kazenskega zakonika še letos sprejeti na vladi. Enako velja za povsem nov zakon o sodnem svetu in pa zakon o državnem odvetništvu. Napovedal sem lansko leto tudi ugodnejšo finančno situacijo v državnem proračunu, v delu, ki se tiče pravosodnih gradnikov. Dolgoletni trend upadanja sredstev smo že v letu 2016 obrnili in na tem nivoju ga nameravamo tudi ohraniti. V teku so postopki nabave in celovite zamenjave računalniške opreme na državnem tožilstvu, na državnem pravobranilstvu. Pričeli smo s pilotnimi projekti energetske sanacije nekaterih sodnih stavb. Priprava na gradnjo novega zapora v Ljubljani in verjetno obnova zapora na Igu je v teku. Dogaja se skratka. Septembra letos je bila potrjena vloga za operacijo Učinkovito pravosodje, ki bo v prihodnjih letih pomemben vir razvojnih sredstev za izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov. Zelo plastično povedano, če je na kratko, 11 milijonov več je denarja za učinkovito pravosodje, kot ga je bilo v prejšnji finančni perspektivi. To je hkrati tudi 11 milijonov razlogov manj v manevrskem prostoru za iskanje krivcev za neuspeh. Med pomembnejšimi projekti ministrstva je gotovo tudi ustanovitev probacijske službe. Že v naslednjih tednih bo zakon, ki predpostavlja pravno podlago za njeno delovanje, šel v javno in strokovno razpravo. Če je bilo leta 2016 zaznamovano s pripravo
procesne in deloma organizacijske zakonodaje ter finančne konsolidacije pravosodnih gradikov nas naslednje leto čaka pomemben izziv. Delo na spremembi sodne in pozneje tudi tožilske mreže. Reforma sodne mreže in uvedba enovitega prvostopenjskega sodnika bomo izvedli ob tesnem sodelovanju z Vrhovnim sodiščem in sodstvom na splošno, enako kot pozneje glede tožilske mreže z državnim tožilstvom in generalnim državnim tožilstvom. Analiza, ki smo jo v tem času pripravili na pravosodnem ministrstvu, daje vedeti, da nimamo na voljo čarobne paličice, niti nam niso na voljo lahke ter samoumevne rešitve. A v to moramo zagristi. Obstoječa organizacija, ki ima svoje korenine v 90-ih, je izpeta. Ni optimalna, ne z vidika zaposlenih v pravosodju, ki so neenakomerno obremenjeni, ne z vidika dostopa do pravice za stranke, je finančno potrošna, otežuje mobilnost sodnikov, otežuje specializacijo in ni optimalna z vidika zagotavljanja enotnosti sodne prakse. Podučili smo se pri pripravi analize, kam iti v tej smeri, tudi s tujimi izkušnjami. Od Nizozemske, Finske, Avstrije, Hrvaške, ki so v zadnjem času te spremembe naredili. In naredili, verjamem, jih bomo tudi mi. Bodo premišljene in ustrezno skomunicirane. Ne dvomim pa, da bodo povzdignile marsikatero obrv in naletele na različne ovire, tudi politične. Ja, in ko smo še pri tem, mogoče manjša, neformalna notranja informacija, zaradi katere je moj kolega Pavlin zdajle gotovo na trnih, kaj bom povedal. Imamo zelo pozitivne in vzpodbudne informacije iz oddelka za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice pri Svetu Evrope, da se nam zna, veliko pogojnikov bom uporabil, še pred koncem letošnjega leta zgoditi zaprtje poglavja Lukenda. Mnogi od vas veste, kaj to pomeni. To pomeni odločitev Sveta Evrope in Evropskega sodišča za človekove pravice, da sodni zaostanki v Republiki Sloveniji niso več sistematičen problem in hkrati tudi zaprtje skoraj 300 primerov zoper Slovenijo pred ESČP-jem. Dokončne odločitve seveda še ni. Znana bo mogoče konec leta ali začetku naslednjega leta. Kakršnakoli že bo, verjamemo pa, da so razlogi za optimizem, bo pomembna in bo podlaga za nadaljne delo. Napovedujem tudi spremembo na področju specializiranih oddelkov na kazenskem področju z vzpostavitvijo enotnega specializiranega kazenskega sodišča oziroma oddelka. Spremembo sodnega reda, ki je že nekaj časa v razpravi in bom izkoristil to priložnost za poziv predsedniku Vrhovnega sodišča, da še pred zaključkom mandata da svoje mnenje, brez katerega sodnega reda ne morem podpisati. Verjamem, da bomo z spremembo tega sodnega reda dobili končno tudi pravno podlago za večjo javnost sodb in sodnih upisnikov. Lansko leto sem govoril o tem, da moramo biti tudi odprti za kritike. Priznati je potrebno, da je občutek za napake v lastnih vrstah v slovenskem pravosodju v zadnjem času okrepljen, da je več senzibilnosti za to. Primer tega je gotovo tudi nedavno odkritje nepravilnosti v poslovanju z oporokami na slovenskih sodiščih in odprto priznanje in ukrepanje sodstva povezano s tem. Nekoliko se je normaliziral tudi siceršnji diskurs o slovenskem pravosodju, pa naj si bo to na političnem parketu ali pa na pločnikih ulic. Hrup se je nekoliko polegel in zdaj je gotovo pravi čas, da se spet lahko normalno pogovarjamo in eden drugega slišimo. Vendar pa normalizacija tega diskurza o slovenskem pravosodju ter vzpodbudni trendi, ki so dejstvo in ki jih kažejo ne le domača statistika, temveč tudi tuje raziskave, ne smejo postati potuha za to, da ne bi pripravili in uveljavili sprememb, ki so nujno potrebne za povečanje učinkovitosti in kakovosti delovanja pravosodnih organov, za krepitev odgovornosti in avtoritete ključnih pravosodnih gradnikov ter za povečanje transparentnosti delovanja pravosodnih organov in javne oblasti nasploh. Ta potreba ni ugasnila, zato tudi ni vsaka kritika, pa če tudi je izrečena na morda ne najbolj primeren način, že zaradi samega tega dejstva tudi neutemeljena. Veliko kritik je, in to smo lahko videli tudi letošnje leto, včasih utemeljenih.
In znano je, da je ravno odziv na kritiko in na izzive v temelju loči med seboj dve vrsti sistema. Šibkega, ki se ob tovrstnih impulzih zapre vase in izgubi tako pomembno povratno vez z okolico. Takšen sistem je obsojen na hiranje in propad in nima zaupanja javnosti. In pa tisti drug sistem, močan, ki se je sposoben temu postaviti, ki je sposoben priznati lastne napake in gledati v prihodnost. Prevzeti tisto, kar ga dela močnejšega. Sam sem izrazit zagovornik slednjega, kar odražajo tudi prioritetne naloge, ki sem jih prej omenil. Naj potrebne spremembe ne bodo talci neskončnih pogovorov o potrebnih spremembah. Včasih je potrebno postaviti piko, drugače napredka ni. Stopiti moramo onkraj takšnih in drugačnih parcialnih, včasih tudi osebnih interesov, ki so, to vsi vemo, pogosto ali pa prepogosto žalostni spremljevalci sprememb, včasih pa celo njihov rabelj. Popolnega konsenza nikoli ne bomo dosegli. To bi bilo iluzorno pričakovati in nepošteno obljubljati. Bodo pa vsi ukrepi vselej predmet proučitve in razprave, ter hkrati rezultat tehtne odločitve, vendar je na koncu potrebno vedeti, kdo prevzema odgovornost, zakaj v sistemu delitve oblasti. Na koncu mi ostaneta še dve stvari. Najprej predsednik Vrhovnega sodišča, gospod Masleša, v tem mesecu se poslavljate. Nisva vedno videla enako. Kar pa izjemno cenim, je, da sva uspela, tako je moje mnenje in upam, da ga delite, odpreti in vzdrževati konstruktiven in že skoraj, bom rekla, konstruktiven, dober dialog. Zato se vam zahvaljujem. Nazadnje, danes je tudi dan priznanj, kot smo že slišali, zato ob tej priložnosti iskrene čestitke vsem današnjim nagrajencem, ki so svojim delom oziroma načinom dela izkazali pripadnost vsem gradnikom v pravosodju. Ostalim gostom pa prijetno druženje. In kot verjetno bi in že je rekel predsednik naše republike, danes je en čudovit dan. Hvala lepa.